Lep pozdrav! Predvideni ste za operacijo žolčnika. Danes se ta operacija dela v glavnem laparoskopsko, kar pomeni, da vi spite in ležite na operacijski mizi. Mi vas umijemo in sterilno pokrijemo. Nato naredimo en rez v področju popka, en rez v področju epigastrija ter dva manjša reza pod desni rebrni lok. Skozi te luknje vstavimo naše kirurške inštrumente in si prikažemo vašo trebušno votlino oziroma organe. Tukaj imamo jetra, žolčnik, žolčevod, dvanajstnik ter trebušno slinavko. Pri sami operaciji žolčnika je najpomembneje identificirati in prekiniti dve strukturi. To sta ductus cysticus, preko katerega se žolčnik polni z žolčem, ter arterija cystica, ki prekrvljuje žolčnik. Ko ti dve strukturi identificiramo in prekinemo, izprepariramo še žolčnik iz lože, ga damo v vrečko, ki jo nato izvlečemo ven iz trebušne votline. Iz desne strani vstavimo dren, ki varnostno leži v operativnem polju, in ga odstranimo v roku 2 dni, če ni zapletov po operaciji. Nato zašijemo še rane in s tem je operacija končana. Včasih imamo težave z identifikacijo pomembnih struktur med samo operacijo. To je najpogosteje po kakšnih vnetjih ali predhodnih operacijah. V tem primeru se odločimo za klasični pristop, kar pomeni, da naredimo rez pod desnim rebrnim lokom in nato naredimo preopisano operacijo. Zapleti med operacijo. Med samo operacijo lahko poškodujemo črevo, gre za redke poškodbe, v tem primeru običajno zadostuje prešitje poškodovanega dela. Lahko pride do krvavitve, kar oskrbimo že med samo operacijo. V zelo redkih primerih pa lahko pride do poškodbe žolčnega voda. Zdravljenje je odvisno od obsega poškodbe. V primeru minimalne poškodbe je dovolj, če defekt prešijemo in dreniramo. V primeru zmerne poškodbe moramo staviti T-dren. To je posebna cevka, ki jo napeljamo iz trebuha in jo v glavnem lahko odstranimo v roku 3 tednov, če ni zapletov. Stavimo tudi dodatno drenažo. V zelo redkih primerih pa lahko pride do večje poškodbe ali popolne prekinitve žolčevoda. V tem primeru moramo zašiti tanko črevo na prekinjen žolčevod. Prav tako dodatno dreniramo. Zapleti po operaciji. Po operaciji prav tako lahko pride do krvavitve. Imamo več metod, kako to skrbeti. V skrajnem primeru pride v poštev ponovna operacija. Lahko pride do iztekanja žolča. Ponovno imamo več metod, kako to skrbeti. V skrajnem primeru pride v poštev ponovna operacija. Lahko pride do nastanka ognojka. V tem primeru že imate stavljeno drenažo. Včasih je potrebno skozi kožo staviti še dodaten dren, da se ta ognojek odstrani. Dodatni zapleti po operaciji so še vnetje rane, dehiscenca rane, kar pomeni, da se rana razpre, lahko pride tudi do nastanka kile. Dodatno lahko pride do pareze črevesa, izjemno redko lahko pride v primeru neprepoznanih pooperativnih zapletov do vnetja celotne trebušne votline, odpovedi enega ali več organov in v skrajnem primeru tudi do smrti. Navodila za domov. Doma svetujemo še teden dni zmernega počitka, izogibanje težjim naporom, dvigovanje težjih bremen in nenadnim sukovitim gibom za obdobje 3 do 4 tednov v primeru laparoskopske operacije in 2 mesecev v primeru klasične operacije. Priporočamo uživanje nestroge žolčne diete, ki počasi dodate ostalo prehrano. Lastno terapijo uživate naprej. Žolčnik smo poslali na patohistološko preiskavo, o izidu boste obveščeni po pošti. Kontrole z rednimi prevezi na 2 do 3 dni pri izbranem osebnem zdravniku, ki bo tudi odstranil šive oziroma spunke 12 do 14 dan po operaciji. Zapleti po operaciji. Po operaciji prav tako lahko pride do krvavitve. Imamo več metod, kako to skrbeti. V skrajnem primeru pride v poštev ponovna operacija. Navodila za domov. Doma svetujemo še teden dni zmernega počitka, izogibanje težjim naporom, dvigovanje težjih bremen in nenadnim sukovitim gibom za obdobje 3 do 4 tednov v primeru laparoskopske operacije in 2 mesecev v primeru klasične operacije.